To mi je ful všeč, kar si povedal, da dejansko je odnos tisti, ko definira, kako se bo otrok počutil. In jaz lahko le povem eno izkušnjo. Jaz sem bil do 7. razreda v tej šoli, kjer sem bil, se pravi, od 1. do 7. in v 7. je bilo toliko enih problemov z mano, da so pač sklicali konferenco in takrat po tej konferenci sem zvedel, da mene hočejo dati v neko posebno šolo, ali kako se temu reče, večerno ali kaj. Ker pač je bilo Ja. tako zavožen primera. Ja, vem, da obstaja šola za Ja, otroke s posebnimi potrebami. Dragutin Kete v Novem mestu je osnovna šola, taka, tu vem, no, da obstajajo take šole. Ne vem pa, če obstaja za zavožene otroke, to pa ne vem, če obstaja. ampak takrat sem dobil tak občutek, da je pač Ja, ja. plavoza, čisti. In takrat so v bistvu sklicali ta roditeljski sestanek, moji starši so šli v šolo. In takrat so se nekako pogodili, da jaz ne bom šel v to večerno šolo ali kaj že, ampak da bo mene prepisali v drugo šolo in še to, da bom 7. razred ponavljal. In to se je zgodilo, jaz sem šel pa v drugo šolo. In ko sem jaz tam prišel, jaz nikogar nisem poznal. Jaz sem prišel tako na novo ozemlje, nov teritorij, vse novo. In nihče ni vedel, kdo sem jaz. In jaz sem to zelo dobro izkoristil, ker sem rekel, med poletnimi počitnicami se jaz zamislil, pa Gašper, a si res toliko neumen, da ne moreš narediti šole, pa da moraš zdaj v večerno. In se odločil, Gašper, ne več. Zdaj pa jaz, ko pridem na to šolo, jaz bom pograbil za sem in bom ful priden in bom naredil. In sem rekel, in moj ati bo srečen, ker pač on je bil zelo nesrečen zaradi tega, ker sem jaz, ne vem, dvojke in tako. In se ful zavzel v tej šoli, ampak ko sem jaz prišel tja, tam meni nihče ni poznal in nihče ni imel predsodkov do mene. Učiteljica za slovenščino je bila ful prijazna, za matematiko ful prijazna, za fiziko, ne vem, skratka, vsi so bili res ful prijazni. Za matematiko učiteljica je mislila, da sem jaz nek odličnjak iz Ljubljane in je mene že v začetku tako ful cenila. In jaz sem to dejansko ful izkoristil in se uštulil med une odličnjake in sem hodil na vse une dodatne izobraževanja. In ker naenkrat sem jaz začel po vseh unih tekmovanjih hoditi, pobirati srebrna, zlata, priznanja, petke, štirke so letele ves čas. In v bistvu jaz sem bil od teh 2 letih, se pravi 7., 8. razred na drugi šoli, odličnjak in sem na koncu od župana prejel plaketo za naj študenta, oziroma naj dijaka. Se pravi, od tega, da so mene skoraj iz šole vrgli, pa do tega, da sem jaz v bistvu na koncu bil tam pred županom, da mi čestita, je bil samo en razkorak. Druga šola, drugo okolje, drug mindset, drugi profesori, drugačen odnos. In takrat sem se jaz ful naučil tako iz te izkušnje oziroma iz tega obdobja in sem videl, koliko je v bistvu odvisno od tega, kaj se jaz odločim, da bom delal, pa kakšen odnos imam jaz z ljudmi. Da to toliko definira, a bom jaz v življenju uspel ali ne bom. Jaz nisem neumen, niti nisem pa zdaj ful inteligenten, da bi rekel, da vse naredim z levo roko. Ne, še vsem se moram nekaj učiti. Ampak ta odnos, to, ki si prej rekel, je v bistvu živ dokaz, koliko učitelj lahko naredi za to, da je ura prijetna, da se imajo učenci dobro, da potegnejo že od ure, da se jim ni treba doma učiti in da imajo tisto uro rad, tisti predmet radi. Ja,